Spoštovane gledalke, dragi gledalci, dobrodošli v novi epizodi Reflektorja. Pred nekaj leti mi je znanka rekla: odkar sem dopolnila 40 let, lahko hladilnik samo odprem in ga samo gledam, pa se redim, ne da bi sploh kaj iz njega vzela in pojedla. Danes bomo z našima gostjama osvetlili to zanimivo obdobje za ženske, ki nastopi po 40. letu, ko se začnemo spreminjati tako telesno, kot tudi psihološko in duševno. In zato imam v studiu dve gostji, gospo Magdaleno Fabčič, vodnico skozi menopavzo, coachinjo, diplomirano biologinjo in mamo dveh odraslih hčera, dobrodošli. In gospo Mileno Igličar, ginekologinjo v ambulanti v Škofji Loki, z možem Sandijem, sta starša 5 otrok. Tako da hvala lepa, da ste se udeležili naše oddaje in da bomo lepo osvetlile to zanimivo, dinamično in tudi izzivov polno obdobje, v katerem se vsaka ženska znajde, je tako? Ja. Tako je. Najprej morda eno čisto strokovno vprašanje, da razjasnimo. V pogovornem jeziku rečemo, da je ženska v meni. Ampak kako je v resnici s temi obdobji, čemu se reče mena oziroma menopavza, čemu se reče perimenopavza? Morda gospa Milena, če najprej to razložite. Lep pozdrav in hvala za povabilo. Menopavza je zadnja menstruacija. To lahko določimo šele po enem letu, ko vidimo, da je v resnici ni več. Perimenopavza je pa obdobje par let prej, rečemo približno 5 let prej, in prvo leto po menopavzi. Pomenopavzno obdobje je pa po enem letu vse obdobje v življenju. Če rečemo, da nas v tem obdobju perimenopavze začnejo pestiti neke določene težave in mi rečemo, sem v meni, se pravzaprav narobe izrazimo, bi mogli reči, sem v perimenopavzi, ki vodi k temu, da izgubim menstruacijo in nastopi obdobje menopavze. Je res? Tako? Ja, tako laično se velikokrat reče, sem v meni, pač to bi bolj se to misli kot to obdobje perimenopavze. No, tako. Poenostavitev pač. Poenostavitev, a ne? Pogovorno se mi zdi, da se precej ta izraz uporablja. Pa včasih morda tudi malo slabšalno, vidimo morda gospo naših let, malo nervozno ali kakorkoli, pa rečemo, ta je sitna, najbrž je v meni, a ne? A so tudi neke, bi rekla, take negativne konotacije na ta izraz družbeni prilepljene? Precej je teh negativnih konotacij, tudi pri ženskah. Včasih me tako presenetijo, me vprašajo, kaj počnem, povem, sem vodnica skozi menopavzo, jaz pa še nisem tam, pa ima tam 45 do 50 let, prestrašeno. Ne? Tak predsodek, ker je pač povezano s staranjem, to je dejstvo. Se pravi, dosti predsodkov, tabu tema v bistvu, ne? Tudi načeti pogovor o tem, celo med ženskami, kaj šele med moškimi. No, tako. Tako, ravno to sem hotela vprašati. Jaz se tudi opažam, recimo, da po mojem slovenskem prostoru se o tem premalo govori, da je ta diskurs premalo odprt, da celo ženske same ne znamo o tem spregovoriti med seboj ali pa to z našimi domačimi, bomo o tem še kaj rekle kasneje. Pa je vendarle to eno tako dogajanje, ki kar precej vpliva na naše življenje, na različna področja našega življenja in je verjetno prav, da se ga zavedamo in da ga tudi na primeren način obravnavamo. Zanima me, ali smo sposobne možem, partnerjem povedati, skozi kaj gremo, kakšna so vaša opažanja in kako svetujete, da pristopimo do tega pogovora, recimo, da imamo v zvezi s tem neko zadrego oziroma neko težavo o tem spregovoriti. Jaz mislim, da ženske pogosto še same ne vejo, kaj se jim dogaja. Ker eno so pač te spremembe menstrualnega cikla, ampak pogosto se začne že prej s spremembami, težavami vedenjske narave, v počutju, v razpoloženju. Ko ženska ne more niti reči, kaj se dogaja, vidi pa, da je drugačna in okolica še bolj. In če ženska se ne zaveda teh sprememb, potem kako bo šele nekomu drugemu razložila, kaj je zadaj, ne? In o tem se premalo govori. In res ozaveščati ravno o tej temi, teh vedenjskih, razpoloženjskih nihanjih. Kakšne pa so tiste prve spremembe, recimo, v tem zdravstvenem smislu, s katerimi se recimo ženska pri vas v ambulanti na vas obrne, da začuti, da je nekaj drugače, da je morda celo nekaj, bom rekla, v narekovajih narobe, pa še sama ni znala reči, morda se pa začenja moje telo pripravljati na menopavzo. Katere so tiste spremembe, ki jih lahko začnemo opažati? Opažati začnemo spremembe v menstruaciji. Ciklusi največkrat, vendar nič ni takega univerzalnega, pri vsaki gre malo drugače.
največkrat postanejo ciklusi malo krajši. Ta prva doba do ovulacije se krajša, druga doba po ovulaciji je velikokrat bolj težavna, več je premenstrualnega sindroma. Navzven vidi, da so malo pogostejše menstruacije, velikokrat močnejše. To so taka prva opozorila, čeprav res ne pri vseh enako. Ste rekli, ta prvi del menstrualnega ciklusa se krajša. Ja. To je ravno tisti prvi del, v katerem se dobro počutimo. Rečemo, smo v formi, imamo energijo, zalet, pogon, vse štima. A ne? Je res? Ja, Se pravi, imamo ta izziv, da se s krajšanjem cikla krajša tudi tisti ta dober del cikla. Naše dobro počutje pravzaprav se malo skrajša v tem mesečnem ciklu. Je res? Ja, je pogosto tako. Ja, Kaj pa lahko same naredimo tukaj, da si malo olajšamo preživljanje tega predmenstrualnega sindroma, ki ratuje nekoliko težji v perimenopavzi? Ja, tukaj se mi zdi zelo pomembno prvo, da se zavedamo, da so tisti dnevi malo težji, da si ne naložimo pretežkih bremen za to obdobje, da se pogovarjamo z možem, tako s svojimi, tudi z otroki, tole so meni zdaj težki dnevi. Da to se mi zdi pogovor, povedati svoje občutja. Ta glavno, kar je povedati svoje občutja. To je prvo, kar rešuje stvari. Potem telesna aktivnost, se mi zdi, če se nekako potrudimo za neko gibanje, saj nekaj hoje na dan, mogoče malo več počitka tiste dni, pa je nekako lažje. Ja, se mi zdi tudi pri hrani, a ne, v teh dneh premenopavznih je veliko večja želja po sladkem. To se zelo splača malo premagati, ker to nas še bolj na nek način zapackaje, s temu rečem. Tako, premagati se temu, veliko tekočine piti, kakšen magnezij, čim bolj zdravo hrano. Tako. Torej niso samo vročinski valovi tisti telesni znak, čeprav razumem, so tudi drugi simptomi, a ne? Sem hotela vprašati, s prehrano ste rekli, da se pravi umikanje malo sladkarij, stran iz dosega rok, malo se ne vdajati te želji po sladkem. A so potem ta nabiranje kilogramov, ker marsikatera gospa reče, joj, tam po 45 se mi je pa res začelo okrog pasu nabirati. A je to posledica hormonskih sprememb ali tega, da več jemo oziroma več posegamo po nezdravi hrani zaradi nekih težav? Mislim, da je povezava obojega, ne? Je učinek hormonov, močan učinek tudi mogoče stresa, ki ga ne znamo obvladati, ne? Se pravi tisti kortizolski kilogrami, ki tudi rečejo. Je pa še en drug izziv gibanje. Ker začne nam upadati mišična masa in mišice so tiste, ki kurijo energijo. Se pravi, če imamo nižjo mišično maso zaradi premalo gibanja, se tista energija skladišči potem v maščobo. In potem pogosto ženske, ki jih opozorim na to, reče, se res ne, se namigam več, se ne gre niti na sprehod, ki sem prej hodila. In tukaj lahko si zelo pomagamo. Pa še bolj razpoložene smo, če se gibljamo. Ne? Dajmo povedati, verjetno ni nujno, da postanemo ultramaratonke, neke noro obsesivne športnice. Kako recimo neko gibanje v tem obdobju vključiti v vsakdanjik, ne da bi za to rabile, ne vem, posebno opremo, posebne 3 ure časa na dan? Kaj so neke tiste drobne spremembe, ki lahko pozitivno vplivajo na počutje v smislu gibanja? Ja, to vsaka nekako pri sebi najde. Samo malo peš v službo, kot vse z avtom do vrat, ali pa popoldanski sprehod ali neka telovadba, to jih veliko žensk se mi zdi zdaj kar v misli v teh letih. Saj enkrat na teden neko vodeno telovadbo, da te nekdo malo vodi in se tudi malo naučiš pravih gibov, katere stvari so bolj pomembne. To. Malo povezovanja mogoče tudi v taki skupini, a ne? Prijateljstvo, kakšno se splete. Spodbuda, skupini, ne. Pa tudi recimo stopnice, ne, dvigalo, čim manj uporabljati. Pa tudi trgovino, ko gremo. Zakaj voziček? Saj imamo lahko košaro ali pa 2 košari, svojo pleteno, tisto trgovinsko pa še vzdigujemo, ne. Ker to ne smemo pozabiti, vaje za moč potrebujemo ženske. To je to mišično delo, ko ste rekli. Ja. Ampak tudi zaradi zaščite pred osteoporozo, vaje za moč. In to je tudi dvigovanje bremen, pa tudi če se samo po hiši, dajmo to tako dinamično in reči si, to je tudi gibanje, mi koristi. Pa okrog hiše po vrtu. Tudi, karkoli, vsako gibanje zavestno reči, to mi koristi, to je gibanje. Super. Ja, mogoče samo dodam, hkrati se pa zavedati, precej žensk ima pa
malo ponižano maternico, kjer je pa dvigovanje, tle pride do ene take dileme, kako na eni strani bi bilo dobro, to, na drugi strani, vedno tudi v eni zavesti, hkrati z treningom mišic medeničnega dna, da si ne škodujemo našemu položaju organov v mali medenici. To je pa tudi tako pri dvigovanju. Ja. Super poudarek. Torej vaje za medenično dno, stiskanje keglove vaje in tako. Ja. Res iz počepa dvigovati in biti res pozoren na vsako breme. Ni treba, da je to 15 kg, vsako breme, ko zdvigujemo. Tukaj si res lahko dosti škode naredimo, če to na horuk počnemo brez razmisleka. A bi rekli lahko, da je to obdobje na nek inverzen način s puberteto primerjamo? Ne vem, recimo puberteta je tudi en tak čas intenzivnih sprememb, telesnih, hormonskih, duševnih, psiholoških. A je v bistvu perimenopavza tudi eno tako obdobje, kjer smo kar na različnih frontah malo izpostavljeni nekim spremembam, pretresom, tudi čustvenim, vrtiljakom in tako dalje? V bistvu je zelo podobno, samo v obratno smer. V puberteti pač pride do nekega izbruha hormonov, bi lahko rekli, res intenziven dvig, estrogen, progesteron, preoblikujemo se, postanemo ženske, tudi na pogled. V predmenopavznem obdobju pa hormoni usihajo in seveda posledice čuti celo telo, tudi možgani. In pubertetnik je nekje normalno, je čuden, pa ima nihanja, pa se ne da pogovarjati z njim. Mogoče bi pa morali tudi na menopavzno obdobje z tega gledišča pogledati, da je to ena revolucija, ki se dogaja v telesu. In da telo potrebuje vseeno nekaj časa, da se prilagodi na novo hormonsko sliko. Prej ste omenili obdobje 5 let, je morda tudi lahko daljše, tam 10 ali kako? Lahko je daljše. Koliko je v Sloveniji povprečna doba, v kateri ženska pride v menopavzo, torej ko mine od zadnje menstruacije? Kaj je tam? Mislim, da je 51 pa pol. 51 pa pol? Ja. Torej, če rečemo, se lahko tam nekje po 40 že začnejo neke spremembe dogajati. Je pa zelo različna. Pridejo ženske na pregled stara 52 let, od prejšnjega pregleda se menstruacija končala, ste imela kakšne težave? Ne. Včasih blago bliv, kakšno noč sem se zbudila, zdaj je že boljše. In to jih ni toliko malo, ki grejo tudi tako lepo čez. Lepo čez. Se mi zdi, da bolj gotov grejo tako z manj težav čez to obdobje tiste, ki so bolj fizično aktivne, ki niso psihično preveč obremenjene, ki jim gre življenje kakor toliko v redu, da ni nekih hudih težav takrat res, ali še z najstniki, ali v odnosu z možem, vse to. Nekateri grejo res tako, sploh tiste, ki delajo v naravi, recimo na kmetiji, ali tako, grejo dostikrat z manj težav čez. Če smo pa za računalnikom cel dan, pa tako se mi zdi, to pa veliko bolj obremenjuje, ker ne padeta zdajle samo estrogen in progesteron hormona, ampak so spremembe tudi dopamin, serotonin, vsi ti hormoni počutja. In se mi zdi, to pa se veliko boljše uravnava nekje v naravi, nekje pri fizični aktivnosti, kot pa pri tej psihični obremenitvi, ekrani pa tako. Torej tudi način življenja, neke okoliščine zelo doprinesejo k temu, kako to obdobje doživljamo. Ja. Zdaj, kateri so, kak bi vedno izpostavili, kateri so največji izzivi za žensko? Recimo, zdaj ste rekli, nekatere grejo skoraj tako čez to obdobje, da skoraj ne opazijo. Nekatere pa zelo, jih pa to precej muči, ali pa imajo veliko težav. Zdaj, če se osredotočimo na tiste, ki čutijo, da se nekaj dogaja, kateri so tisti izzivi, ki so pred njimi na telesnem, duševnem, duhovnem, psihološkem, tudi konec koncev v poklicnem področju? Kateri so te izzivi, s katerimi se ženske soočajo? Čisto konkretno. Ja, v bistvu je to obdobje, ki rečemo tudi kriza srednjih let včasih poimenujemo, ampak se res ženski ogromno stvari dogaja. Eno je soočanje s staranjem. Se pogledaš v ogledalo, sivi lasje, povešena koža, gube, v kulturi, kjer se časti mladost. In že to je pač treba se s tem soočiti in nekako sprejeti staranje. Potem recimo otroci odletajo z gnezda, spet sprememba identitete. Včasih se ženska zazre vase, prej sem bila mama, 20-25 let sem bila mama, kdo sem pa zdaj, ko otroci odletijo. Potem včasih v partnerstvu seveda tudi kakšni izzivi prihajajo, pa tudi starši se starajo, zbolevajo,
umirajo, tako da smo pogosto tudi skrbnice za starše ali pa ostale sorodnike. Tako da tukaj je en kup enih obremenitev, enih izzivov, ki so nekje sočasni z temi menopavznimi spremembami. Kriza srednjih let, ja, to je en izraz, ki sem ga hotela vaju povprašati o tem. A gre to za identičen proces, spremljajoč proces, a se vse preplete? Morda kriza srednjih let bolj rečemo psihološko, ne, da ima nekdo recimo malo težave s to svojo lastno identiteto po 40. Se to tudi pri moških poznamo, konec koncev, ne? Ja. A ne? Ali pa samo pri njih to bolj tako poimenujemo, pri ženskah rečemo pa taj sit naj omeni, a ne? Ja, pač to so poimenovanja, ne, ampak so pogosto tudi res spremembe identitete, ne. Pa iskanje poslanstva. Tudi vrednote se ti lahko čisto na glavo obrnijo. Prej je bila družina na prvem mestu, zdaj pa mogoče želim jaz drugače prispevati k družbi. Ne? Ali je zdaj to kariera v službi, ali so neke prostovoljne dejavnosti, ali pa samo se odločim, da bom pomagala sosedovim otrokom, ki imajo razvojne težave v šoli. Da najdem nekaj, kako lahko prispevam. Na drug način kot prej, kot sem recimo z vzgojo otrok. Super. Mogoče še kakšna beseda čisto o teh fizičnih težavah, ki jih ima ženska v tem obdobju. Ko se začnejo ti vročinski oblivi, so včasih res hudi. Nekatere začutijo ta val vročine pa potenje po 10-krat na dan ali še večkrat na dan. In to je zelo težko, če je to v službi, kjer dela z ljudmi. Takrat imaš res občutek, da te vsi vidijo, da si ves rdeč, čeprav v resnici ne vidijo to tako zelo. In to je glih v situacijah, ki so najtežje. Jaz se sebe spomnim, sem delala ultrazvok recimo, pa nisem nekaj videla, sem se tam mučila in še to. Mož zraven gleda, kaj bo. Tako, v takih težkih situacijah te še najbolj. Pa po dnevu se še nekako prenaša po noč. Ene se zbudijo po velikrat na noč, tuširati se hodijo po parkrat na noč. To so res čist take čist take fizične težave, ki jih ženska težko prenaša. V službi se zahteva glih to kot sicer, po noči ne spi, zjutraj gre utrujena, pa že tako v tem obdobju se tudi malo manjša spomin, koncentracija slabša. Tako težje se mi zdi, da se odločamo, ni več tiste cak, kar nekaj bolj razmišljaš, a bi tako ali ono. In vse skupaj pripelje do tega, da si pol zares utrujen. Utrujen, tako od vsega tega. Tako da pri nekaterih je to res težko. To nekaterim razbija srce, čutijo ta hitrejši utrip, to jih naredi tudi anksiozne na nek način, tudi malo strahu, kaj je zdaj, in robe, zdaj že srcem nekaj, Tako da pri nekaterih je počutje res tako slabe. Sem zadnjič prebrala eno tak napol hec je bil na to temo. Je ena ženska rekla, sem šla googlat, kaj je z mano narobe, in vpisala simptome, in rekla, sem prišla do zaključka, da sta dve možnosti, ali umiram, ali sem pa v perimenopavzi. Primerljivo. To sta imela recimo srce, da se začneš spraševati, Ampak se ustrašiš teh palpitacij, ne? Gotovo. Potem se ti zgodi, da se ti uležeš pred spanjem, se sprostim in začne tisto srce in te vzdigne, ne? Zakaj? Ni razloga, ne? Ja. In tudi mine, ne? Zanimivo, lahko imaš, 2-3 leta, potem mine. Tako da, seveda, dobro je pogledati EKG, da ni se ne skriva kaj zadaj, ampak pogosto je to spet del teh hormonskih sprememb, ampak te spravi iz ravnotežja, ne? Ali pa te, recimo, dolgotrajne hude menstruacije, zelo močne, 2-3 tedne lahko trajajo, pa slabokrvnost, pa vse posledice, ne? In te preseneti, seveda, ker ni reden cikel, te preseneti, ko najmanj pričakuješ, ne, sredi sestanka, se ulije. Ne, kaj zdaj, ne? Tako da, ogromno čisto takih res fizičnih težav, ne. Samo manjši del žensk, da ima take res hude težave, ampak prav je, da se posvetimo jim, ne. To, kar ste govorili, se mi zdi, da se uporablja zdaj brain fog za to stanje, ko čutiš, da nekako ni koncentracija več taka, kot je bila, ni več spomin tak,
recimo včasih v obdobju, mlajše ženske, samo v obdobju par dni pred menstruacijo imajo te simptome, recimo, da so kar nekako bolj občutljive in čustvene, manj te koncentracije fokusa. Potem v perimenopauzi sem pa brala, da pa se to zelo raztegne lahko, ta obdobje, te brain fog, rečemo, kot neka možganska megla, torej, da niso misli tako jasne, kot so bile, da ni koncentracija tako močna, fokus tako močen in v bistvu včasih tudi verjetno na delovnem mestu to lahko zelo narobe hodi, a ne? Sigurno. Že, če smo neprespane, je včasih dovolj. Imamo vročinske oblive po noči, se zbudimo ne vem kolikrat na noč in potem zjutraj smo kot cunja. Ne? In seveda tudi možgani ne bojo sodelovali, kot pričakujemo. In potem, ko ozavestimo, da imamo težave, se ponavadi te težave še stopnjujejo, ne? Ker smo pozorni na to se ne spomnim. To sem hotela, pa ne vem več, kaj sem hotela. Še poslabša se skupaj. Ne? Kaj zdaj pol? Moramo govoriti o tem, ne smemo. Mislim, prav je, da govorimo, tudi, če ne drugo, zato, da ženske vejo, da je to večinoma prehodno obdobje. Ne? Torej, telo se bo prilagodilo na ta nov nivo hormonov, to je pomembno, pa tudi, da se da pri teh stvarih pomagati. Pri nespečnosti se da pomagati, pri vročinskih oblivih. Se pravi, da nekaj ukreniš, da si olajšaš vse skupaj. Kaj svetujete, recimo, veliko se govori o neki hormonski nadomestni terapiji, potem so bioidentični hormoni, potem so razni zelični pripravki, eni registrirani kot zdravila, eni kot prehranski dodatek. Tega je ogromno na trgu. Torej, če se ženska spravi v neko raziskavo delati, bo lahko hitro zmedena, a ne? Kaj zdaj zanjo prav, kaj ne. Kaj svetujete recimo svojim pacientkam? Ja, jaz se pri pacientkah zelo individualno odločam, a ne? Že prvo, kar je, kakšen ima ona pogled. Nekatere pravijo, samo hormonov ne, a ne? Pri taki jo nekaj zelo nagovarjati je čist neuspešno. Nekatere pa so zelo za to, a ne? In se prilagodiš tudi njenemu pogledu na to, ker če je prepričana, da ji bo nekaj pomagali, sigurno tudi pomaga. Če ima pa velik odpor, pa lahko daš najboljšo reč, ne bo. Tako, vedno se odločamo glede na družinsko anamnezo, glede na njene pridružene bolezni in glede na njene težave. Recimo, če se menopavza začne zgodaj, recimo, da že pri 45 ali še prej, nekateri že pri 40, zgubijo menstruacije, se mi zdi zelo potrebna nadomestna hormonska terapija. Ker če ne jemlje to obdobje težav zelo dolgo, težave so takrat običajno hujše in na koncu ima še hudo osteoporozo. To, predvsem kosti so tiste, ki imajo veliko prednost od nadomestne hormonske terapije. A ne, tako da jaz jo vprašam, če je nekje tam na meji malo pred 50, kako je v družini, če ima njena mama osteoporozo, se prej odločim in ponuditi, če ima njena mama raka dojke, pa ne, a ne, ker vsaka reč ima pluse in minuse. Velik plus so vpliv na kosti, nekoliko se pa poveča možnost za raka dojke, tako da če ima v družini to, se ne odločiš tako hitro, potem pa njene težave. Verjetno tudi za določene vrste raka dojke, tisti, ki so verjetno hormonsko ali kako, a ne? Ja, predvsem Pred leti za vem, te. da so bila ta zdravila, hormonska nadomestna terapija označena kot nekako malo s tem zelo močnim negativnim proizvokom. Ja, to pa je potem večje tveganje za raka, ampak Ni veliko večje tveganje, ni zelo veliko. Je pa, tako da, nekje je. ja. Je pa verjetno to tudi ena varianta za razmisliti, če ima gospa recimo hude težave in tako dalje. Tako. Pa v bistvu bolj si poveča tveganje za raka dojke, če je kadilka, pa se nezdravo prehranjuje, pa se ne giblje, pa še kakšna stvar, kot pa recimo, ne? Se pravi, pogledati celotno sliko, kaj lahko ženska naredi za svoje zdravje. Zaščitno, ne? Ok, dajte mi povedati, recimo, če govorimo o povprečju, so v tem času, ko ženske vstopijo v perimenopavzo, otroci stari lahko zelo različno. Pri nekaterih so to že vsi najstniki, že starejši najstniki, pri nekaterih so to tisti otroci v neki drugi triadi osnovne šole, nekatere ženske imajo pa zelo majhne še otroke, če so se kasneje odločile za družino in za rojevanje. Kako gre to skupaj, torej te preizkušnje, ki jih ženska doživlja zaradi perimenopavze, od telesnih izzivov do psiholoških, duševnih, in hkrati ta zahtevna družinska tudi slika lahko, ali z malčkom, ki se zbuja, ali po drugi strani z najstniki, ki preizkušajo meje, se včasih deviantno vedejo, loputajo z vrati, so nevljudni in tako naprej. Kako, a nam to malo še zraven, še malo začini vso situacijo? Ja, naredi včasih prav eksplozivno, no. Tako, poslušam zgodbe,
je pač še en dodaten izziv. Ne. In potem na koncu za moškega v družini, ne, ker mu ni nič več jasno, kaj se dogaja. Z vsemi razen Ja. Tako malo, ampak včasih je tudi to, ne. Tako da pač v tem predmenopavznem obdobju imamo manj potrpljenja, tudi z lastnimi otroki, ne. In je seveda to lahko potem še težje, če so pubertetniki in če imajo oni dosti težav in te se upadajo z obdobjem naših težav. Je pa na nek način včasih pa opazim, da če se mame v tem obdobju še tako nekako ukvarjajo več z otroki, da zato nimajo več težav s sabo, ampak večjemu manj. Ker so še nekako se čutijo koristne, tako najtežje mogoče glih tam z najstniki, ko je velikokrat res huda dilema. Sploh, če ne gre vse tako, kot bi radi videli. In mogoče je to takrat še najtežje, če so glih nekje v tem obdobju. Je pa spet različno. Družine, ja, seveda. Kako bi pa rekli, recimo, da na partnersko življenje to obdobje perimenopavze lahko vpliva? Na kakšen način lahko naši soprogi začutijo, da nismo več iste enake, kot smo bile, tudi če jim nič ne povemo, recimo? Kaj bojo oni opazili? Nihanja v razpoloženju zelo pogosto, ne, ker so v bistvu tudi hormonsko pogojena, tudi neki napadi okavosti, obupa, žalosti, ne. Ali pa recimo razdražljivosti, anksioznosti, celo do agresije, ne. To je lahko zelo preseneti, po drugi strani so pa čisto fizične težave v spolnosti, recimo, ne. Tudi zaradi suhe nožnične sluznice. Se pravi, da čisto psihološke in fizične težave, ne. Potem je vprašanje, s čim se ženska sooča in kako zna komunicirati s partnerjem to, ne. Ker zelo pomembna je tukaj komunikacija. Ja, se mi zdi, da se moramo ženske zavedati, da imajo tudi moški težave, a ne? Da se tudi velikokrat takrat slabo počutijo, čeprav manj povejo, večinoma manj povejo, manj tudi to zaznajo, da so oni tako se ne počutijo dobro. Temeljni je tukaj pogovor. Povedati o svojih občutkih, jasno povedati, lej, vem, da nisi ti zdajle kriv, ampak jaz se počutim grozen, a ne, tako. To me čisto konkretno, katere stvari te motijo, bolijo, kakšne težave imaš. Tako se mi zdi, da je tle, kakor ženske velikokrat rečejo, zdaj je pa čas, da ženska vzame čas zase, pa tako, se mi zdi, predvsem se je treba zavedati, rabva več časa midva zase, midva, da se pogovarjava, da doživiva kaj lepega skupaj. Tako, da sva zares v kontaktu, da se slišva. Ker sicer je odnos, se mi zdi, da je tukaj zelo, zelo ogrožen. Lahko trpi. Ste že omenila, gospa Magdalena, spolnost? Ja, to je res. Tle se predvsem pri ženski želja po spolnih odnosih zmanjša. Nožnica je suha. Rabimo veliko več pogovora, moramo se res čutiti ujete, rabimo več predigre. Tako, če ne tle, lahko nastopijo zelo velike težave. Da gospodje razumejo, da ni v njih problema. Tako, da ni v njih problem, ampak da, ja. Da ni nekaj, takoj film je začel vrteti v glavi, zdaj pa ne želi več spolnosti z mano, ne, kaj je zdaj narobe. Če se pogovarjava o tem, potem najdeva tudi rešitve skupaj. A se tudi pri moških dogaja malo ta kriza srednjih let? Zdaj govorim, vsi poznamo ta kliše, pri 50-ih si je kupil, ne vem, kabrioleta ali pa se odločil za ne vem kakšen izlet, ne vem kam, adrenalin in tako dalje. A tudi moške, ste malo namignili, da tudi oni doživljajo neke spremembe, vendar verjetno ta antropavza, kot temu rečemo, ni čist primerljiva s perimenopavzo, menopavzo, ali pač? Tako, pri nas je res en tak hiter padec, takrat, ko se ti menstruacija neha. Tam res včasih v parih mesecih ta FSH, hormoni iz hipofize, ki spodbuja jajčnik, zelo hitro naraste in hormoni res tako hitro padejo. Pri moškemu gre malo bolj tako kontinuirano, malo počasneje, ampak gre pa, glih tako je padec hormonov in tudi spremembe v razpoloženju. Ni pa tako jasno vidno, tudi
recimo ženska, ki nima maternice, pa ne ve točno, kdaj so se ji menstruacije nehajo. A ne? Tudi ne ve točno tega trenutka, kdaj je zdaj tisti čas. A ne? In se tudi ne zaveda tako, da je to tisti hiter padec. Pri moškem tudi ni tako jasno vidno. So pa spremembe, So pa spremembe, tudi psihološke in verjetno telesne in vse. Prav morajo tudi oni nase paziti in tudi samo moški malo težje komunicirajo o teh stvareh, a ne? To je verjetno za njih večji izziv. Kako povedati, da je nekaj drugače ali pa da ni. Mislim, da je kar tudi na ženski, da ga vpraša, da mu prisluhne, da ga spodbudi, da pove te stvari, da se odpre. Torej, komunikacijo smo že večkrat poudarili, zelo, zelo pomembna, ne, tudi v tem obdobju. A je potem biološka ura mit ali resničnost? Torej, zadnje čase vemo, da se rodnost, torej, da se meja, ko ženska rojeva, premika po lestvici letno vzgor. Torej, da ženske se vse kasneje tudi odločajo za otroke. A pa je res, da v bistvu po 40. tudi teh dogajanj, ko se ciklus že spreminja, krajša, verjetno ni vsaka menstruacija verjetno ni sproducirala zdravega jajčeca in tako naprej. A je v bistvu potem res, da z leti je ta vendarle možnost zanositve manjša, da so tukaj večja tveganja za nepravilen plod, za težave v nosečnosti in tako dalje? Seveda, Nas je narava tako ustvarila, da bi prej imeli otroke. To so jasne stvari. Po 35. letu plodnost že zelo hitro pada. So že ciklusi brez ovulacije, so manj kvalitetna jajčeca, žensko telo je starejše, več je možnosti za komplikacije. Čeprav, če je ženska zdrava, pa če zanosi, so lahko tudi nosečnosti po 40. še čisto v redu. A ne? Ampak statistično to vemo. Tako da čakanje na kakšnih 40 za rojevanje namenoma sigurno ni na mestu. Seveda se pa zgodi, nekatere šele pozneje poznajo partnerja, tako. So poti različne. In se tudi lahko dobro izteče. Se lahko tudi dobro izteče, ja. Okay. Da pomirimo, ne, mogoče kakšne gledalke, da jih ne bi preveč skrbeli. Da bolj poskrbi zase in za svoje zdravje, večja verjetnost, da se bo dobro izteklo. Tudi na to opozoriti. Pa kakšna nepredvidena nosečnost se verjetno tudi lahko zgodi v tem obdobju, ko se menstruacija začne malo, ko ste rekli, ne veš, kdaj se ulije, sploh ne veš točno, v katerem obdobju si. Verjetno morda so otroci že malo večji, pa kar naenkrat pride spet nosečnost. To taki primeri so, ne? Ja, nekatere se kar zanesejo, da tam po 40 mu pa ni več možnosti. Na to zanesti se pa res ne moramo. Ja, to se res ne moramo. Dosti jih tudi opazuje ciklus in se nekako uporablja naravne metode načrtovanja družine, ki tle postanejo težje. Če so prej lahko zelo zanesljive, če jih pozna, če jih pravilno uporabljata, so lahko zelo zanesljive. Ampak v tem obdobju je treba se kar dodatno učiti, zares opazovati in izpopolnjevati to znanje, če hočeš opazovati to tako, da si siguren. Zelo kratka je tista doba po menstruaciji, neplodnih dni tle včasih ni nič. Tako da tle karkoli se zanašati na sam ciklus čist nič ne velja. Samo resno opazovanje sluzi ali zraven merče temperatura, edino na ta način se lahko zanesemo. Prav, sicer pa ne. Super vidik, nisem sama pomislila na njega. Povejte, gospa Magdalena, vi ogromno predavate po podjetjih ravno na temo opolnomočenja žensk v tem obdobju in verjetno njihovih delodajalcev, sodelavcev, moških, ženskih, mlajših, starejših in vseh ostalih. Kateri izzivi se pa na delovnem mestu pojavljajo, ko smo v tem obdobju? Seveda so tukaj vročinski oblivi, sploh ženske na kakšnih vodilnih položajih, kar lahko vpliva tudi na njihovo samozavest, avtoriteto, pač sredi pomembnega sestanka te oblije, občutek imaš, da si vsa rdeča, da se potiš, da te vsi gledajo, seveda, in to vpliva na te. Po drugi strani pa tudi, delavka v proizvodnji, kjer je vroče, ima lahko še dodatne težave. Ampak to je stvar, ki je bolj opazna. Drugo so pa potem, vidim, malo težje prenašamo stres, se mi zdi, in tudi te težave s koncentracijo, s spominom, marsikatera ženska se ustraši. Kaj se zdaj dogaja? So prvi znaki demence, ker se ogromno bere o demenci. Tako da se mi zdi skoraj več tega zaradi manj potrpljenja ali pa težav s koncentracijo in spominom, kot pa kakšnih fizičnih težav. Je pa seveda utrujenost, neprespanost, vse te stvari vplivajo. Ker pač
mi svoje težave prinesemo na delovno mesto. Ne. Mislim, se konec koncev 8 ur ali pa več prebijemo na njem. Ne. In to vpliva na nas, na naše delo, kvaliteto našega dela, pa tudi na odnose. Ne. Da sem jaz slabo razpoložena, sitna, neprespana, vpliva tudi na sodelavce okrog. Ne. Kaj potem recimo vi, ko pridete v podjetje, vas povabijo, jih najprej izobrazite, kaj to sploh je, perimenopavza, kako se vse kaže in potem kaj spodbujate? Zdaj, največkrat gre tukaj za delavnice za ženske. Ponavadi so tiste 40 plus, ki se udeležijo, ampak pridejo tudi mlajše, kar je prav, da čim prej izvejo, kaj se jim lahko dogaja, kaj lahko pričakujejo in kako v bistvu že pri 35 delovati, skrbijo zase, za svoje zdravje, da bo težav potem čim manj. Ne? Torej, večinoma so delavnice za ženske, pridejo tudi moški. Zmeraj rečem, povabite tudi vse sodelavce. V manjšini, ne, to je res, ampak imajo vprašanje, želijo razumeti, kaj se z ženskami dogaja, ali sodelavkami, ali partnerca, kakorkoli. Ne. Drugo je pa potem vodstveni timi, ne, da vejo, kaj se z žensko lahko dogaja in kako tudi na delovnem mestu lahko podprejo. Ne. Se pravi, tudi to, da ima na razpolago mrzlo vodo, da se osveži, da lahko popije, da ima mogoče kakšen prostorček, kjer se lahko umiri, malo zadiha, toaletni prostori, da so urejeni, ne, da je to neka smrdeča luknja, da ne rečem. Tudi kakšni toaletni pripomočki, da so na razpolago, ne, če pride do kakšne hude menstrualne krvavitve, ki jo preseneti. Take stvari, ali pa tudi prilagoditve v uniformah. Ne. Če so drugače sintetične, dajmo ženskih ima težave z vročinskimi oblivi, da ima bombažno bluzo. Se pravi, in kup stvari, ki ne stanejo prav dosti. Dostikrat je že znak pozornosti, ali pa namizni ventilator. Ne? Majhne stvari z velikim vplivom lahko. Eno je pozornost, ki jo ženska čuti, podporo, razumevanje, po drugi strani se pa podjetju to splača, ker to je prehodno obdobje. Potem, ko ženska je ven iz tega, ko se ti hormoni stabilizirajo, ima pa ona, 10-15 let delovne dobe še pred sabo, ko pa lahko vse te izkušnje, vse te znanje izkoristi, lahko na novo kariero naredi in ima tudi podjetje koristi od tega, cel kolektiv. Se pravi, v tem obdobju vlagati, podpreti in se ozremo naprej, kaj vse ta ženska še sposobna prispevati. Ne? To ste super zdaj že nakazali, bomo prišli še malo do tega. Zanima me še recimo, če primerjamo generacije naših mam, naših starih mam. Takrat se verjetno o tem pa sploh ni govorilo, če se zdaj že malo govori, takrat se pa ni o tem govorilo, pa vendarle so šle vse skozi to obdobje. A je bilo za njih težje, lažje, kaj je bilo včasih drugače, kot je zdaj recimo? Več so bile v naravi, manj so bile obremenjene s službo, prej so se upokojile. Tako da v povprečju je bilo verjetno malo manj težav, malo manj. Ampak sigurno je bilo pa več takih, ki so tudi zelo trpele, pa nobenemu povedale, pa noben jo ni razumel. Takih je bilo pa tudi veliko več. Pa kakšnih prolapsov, recimo maternica, po 12 porodih, 13. Ne. Ja. Kvaliteta življenja, potem imaš take težave. Ne. Tako da, verjetno je bilo kar zahtevno za njih, ne. Pa težko fizično delo. Ne. Tako. Pa včasih se je manj govorilo o mentalnem zdravju, se je manj govorilo, ne, se pravi, recimo je bila ženska verjetno hitro označena za to, da se ji meša ali karkoli, ne, dan današnji pa vemo, da je lahko neka anksioznost ali neka pridružena stanja, ki so lahko tudi posledica hormonskih sprememb in tako naprej. Ne. A se recimo tudi mentalno zdravje je malo na udaru v tem obdobju lahko? Z depresijami, anksioznosti? Sigurno, več je anksioznosti, to sem že prej omenila, depresij tudi precej več. Včasih že tleča depresija od prej, ki jo je nekako še uspela premagovati, tukaj v času menopavze pa izbruhne. To so dosti pogosti primeri. Tako da se včasih tudi z nadomestno hormonsko terapijo kakšna depresija kar lepo spele, brez da bi rabila antidepresive. Nekatere pa rabijo in za neko prehodno obdobje je tudi prav, da jih jemljejo, seveda hkrati ob psihoterapevtski podpori, pogovori in vsem ostalem. Za neko obdobje je včasih res potrebno. Potem, ko to obdobje gre mimo, jih počasi nehajo in so čisto v redu. Torej, lahko rečemo, da je to tudi en tak interdisciplinaren lahko izziv včasih za več vej medicine, za več strok,
in je prav, da poiščemo pomoč, če čutimo, da bi jo potrebovali. Je to res? Sigurno. Ja. Kot recimo težave s ščitnico se lahko pojavijo. Ja, ja. Pa lahko zelo vpliva na kvaliteto življenja, pa ženska tudi ne takoj zavesti, kaj se dogaja. Ne? In to je recimo spet povezano lahko tudi z depresijo. Ne? Poleg tega, da je brez energije, suhi lasje, lomljivi nohti, se zredi, zebejo, vsi ti znaki težav s ščitnico, ne, treba jih prepoznati in seveda tudi ukrepati. Ne. Super, dajmo za konec še povedati, a je menopavza torej konec, a je to nov začetek, pa mogoče še, če vedve poveste, kaj je vama recimo najbolj pomagalo v tem obdobju, kaj vama najbolj pomaga, kaj je vajna osebna izkušnja, s čim sta najlepše šli skozi to obdobje. No? Jaz mislim, da to ni ne konec, ne začetek, ampak en tak prehod. Prehod bistven je, da se zavedamo ženske teh sprememb, ki takrat nastajajo, da se pogovarjamo z drugimi, da sprejemamo neke spremembe, to se mi tudi zdi zelo pomembno. Pač je normalno, da se zdi začnejo malo gubice, da ženska dobi v tem obdobju 1-2 kg gor, 3, mislim, da ni nič narobe. Narobe je pa seveda, če se preveč zredi. Tako da se mi zdi, da je tudi na psihično počutje ženske zelo dobro vpliva, če uspe tle zdravo hrano, predvsem izogibanjem sladkarij, bele moke in tega, veliko zelenjave, in z gibanjem vzdrževati eno kondicijo, ki to tudi psihično na njo zelo dobro vpliva. Saj name je tudi tako vplivalo. Takrat sem bolj začela gledati na hrano, da sem res zdravo. Pa neko gibanje, kolikor imaš časa, saj to lahko z otroci skupaj, se to lahko z možem skupaj, se ni treba, da si sam neke projekte delaš. To nekatere pa zapadejo lahko res v tisti začaran krog. Kila več, težje giba, psihično se slabo počuti in je res tak začaran krog, ki ni dober. Čisto sama osebno sem imela dolgo menstruacijo in nisem nič razmišljala o kakšnih hormonih ali karkoli. Če ste me že izzvali k svoji osebni izkušnji, te pač vročinske oblive, občasno nespečnost sem krotila malo s prehranskimi dodatki, ki jih je dosti na trgu, o tem nismo dosti govorili, so res in preparati, te cimicifuge, hmelja, žajbelj, zeliščni čaj, z vsemi temi stvarmi se rešuje veliko žensk, res je kar dosti dobra ponudba in če ni nekaj zelo hudega, se s tem da čisto lepo prideti čez. Nespečnost recimo, vse to nekako se mi je zdelo, da sem kar dosti dobro se zborila čez, potem sem šla pa na merjenje kostne gostote in so mi odkrili osteoporozo, zato ker imamo v družini in tako sem bila prisiljena jemati hormone kot za zdravljenje osteoporoze. Takrat sem pa spoznala, da je lahko počutje veliko boljše. Da sem spet spala in tako naprej. Tako da res, pa ne, da zdaj zagovarjam sploh ne vedno, trezno, samo če je res treba pa tako, ampak vidiš pa potem veliko boljše počutje. Ves čas sem pa čutila res, koliko je res treba tako kontakta z vsemi, povedati o težavah, tudi v službo, ko sem prišla, sem rekla, danes sem pa res slabo sem spala, utrujena sem. Tako, da poveš drugem, da te malo razumejo, ker tam pozabljaš neke stvari, zmotiš se tako, da ne bašeš tega vsega vase in z možem in z otroki. In s tem pomagaš tudi tistim, ki bodo na tem enkrat slej ali prej. Tako, ko bojo, da vejo, da te stvari so. Hvala za vašo osebno izkušnjo. No, meni je najbolj pomagala pahljača. Ne, šalo na stran, v bistvu. Jaz imam vročinske oblive že 8 let. Moja mama jih je imela doživljenjsko. So pač redke ženske, je tudi genetsko pogojeno, ki se jih pač ne rešijo. So pa tukaj sprožilci, ki jih poznaš, recimo, kofein, sladkor, alkohol, stres, začinjena hrana. In potem rečeš, postaviš na tehtnico ali prenašaš pač te vročinske oblive. Jaz imam rada čili, kavo vsaj enkrat na dan si privoščim in kakšne stvari preprosto sprejmeš,
kot del življenja. Ne. Drugače mi je pa zelo pomagala narava. Narava, gibanje v naravi. Jaz imam to srečo, da pač živimo na robu gozda in se tudi, če je deževno, tudi če samo pač obuješ, oblečeš, greš na zrak in potem prideš domov, tudi če te je malo zazeblo pod tuš in se ne vznemiraš niti zaradi vremena in česa drugega. In se mi zdi, da psihološko mi je tudi zelo pomagalo to. No, mož je rekel včasih, ko sem bila res nemogoča, zdaj gledam nazaj, jaz sem bila, pejdi v gost za pol ure, boš videla, da bo vse v redu. Ne? In točno tako je tudi bilo. Tako da gibanje v naravi. Pa tudi dobra družba. Ne? Mi smo pač tako narejeni, da potrebujemo odnose za zdravje. In treba tudi nekaj vlagati v njih, pa potem se to obrstuje. Se pravi, dajmo tudi ta prijateljstva, sorodnike, dajmo negovati odnose. Ker potem si bomo hvaležni tudi čez desetletja, ne? Ko ne bomo osamljeni. To je pa tudi zelo pomembno pri premagovanju teh težav. Ja, super ste povedali. Najlepša hvala za vse vajne uvide in osebne izkušnje, ki ste jih delili z nami. Jaz mislim, da bo marsikatera gledalka, pa tudi gledalec, ker so mi tudi moški kolegi, s katerimi sem govorila o tem, da bo ta tema, so rekli, da nas tudi to zanima, saj ne vemo, zakaj gre. Tako da smo osvetlile verjetno tudi kakšnemu moškemu gledalcu ali poslušalcu malo to obdobje, da nas bodo bolj razumeli. Hvala lepa gledalkam in gledalcem za ogled. Napišite nam kakšen komentar, polajkajte nas na socialnih omrežjih, najdete nas na YouTubeu, na TikToku, na Instagramu in Facebooku. In lepo vabljeni tudi k deljenju te oddaje, če menite, da bi pomagala še komu, ki ga poznate. Pa srečno!